Dobrodošli. Nosečnost je čas, ko se ženska znajde med željo, da bi naredila vse prav in množico nasvetov, ki si pogosto celo nasprotujejo. Od zimzelene jej za dva do tega se nikar ne dotakni. A vprašanja se ne končajo pri hrani. Dotikajo se gibanja, spanja, stresa, spolnosti, cepljenja in vsega, kar spremlja teh 9 mesecev. Danes se bomo pogovarjali o življenjskem slogu med nosečnostjo. Moja sogovornica je ginekologinja, doktorica Petra Meglič. Dobrodošli, dober dan. Pozdravljeni, dober dan. Danes imajo nosečnice nedvomno izjemno veliko informacij. Je to dobro ali je bilo bolje pred 10-20 leti, ko nismo bile tako obremenjene s številnimi informacijami? Jaz mislim, da nikoli ne moreš imeti preveč informacij, čeprav smo včasih na meji, a ne. Zdaj je generacija žensk, se pravi v prvem porodu stara 30 let, skoraj 30 let, ob drugem 32 let. Se pravi, so to ženske zelo vešče socialnih veščin. One so že odraščale z internetom, a ne, medtem ko naša generacija se je šele spoznavala z njim. Ustvarili so se, ustanavljali forumi razli za nosečnice, kjer je pač tudi ogromno nekih informacij. Ti forumi so mogoče najbolj tako vprašljivi, a ne, kar se verodostojnosti tiče. Do danes, ko imamo pač umetno inteligenco, ChatGPT, in ni redko, da pride nosečnica in njen partner z spiskom vprašanj in tudi rešitev, ki jih pač ta umetna inteligenca da. Še dobro, da vam prinesejo rešitve, a ne? Ja, včasih so res prav izziv. Ja, verjamem. Kakšna je torej osnova za hrano nosečnic? Nekaj, kar je res tisto, kar je zlati standard in ne nekaj, kar je trend. Zdaj, nosečnost je eno obdobje v življenju, ko dejansko se nekaj dogaja, ko je neko bitje v ženski, ki se iz nule praktično naredi in pač more od nekod ta hranila dobiti. Tako da veljajo pravila pač zdrave prehrane z določenimi pač posebnostmi. Absolutno je potrebno dovajati dovolj beljakovin, dovolj ogljikovih hidratov, dovolj in pravilne maščobe, dovolj ostalih mikrohranil, ampak to v nekih pravih razmerih. Zdaj, to ste omenila na začetku, da pač velja mit, da se je za dva. To že dolgo ne velja več in ta generacija žensk to dobro ve, a ne. Na začetku je prehrana oziroma potrebe so popolnoma enake, kot so bile pred nosečnostjo. Potem se nekako po okoli 15. tedna se stvari spremenijo, začne ta fetus bolj intenzivno rast in ženska dejansko rabi približno 30% več vnosa hranil, kot jih je prej. To njeno telo rabi, to samo pove, to ni, da bi se ona zdaj kalorije štela pa nekaj štimala ekstra. Ona je malo bolj lačna, a ne? In potem na koncu, nekje po 28. tednu, ko pač otrok takrat zraste, pridobi do poroda recimo 2 kili, 2,5 kili, a ne, pa vse ostalo tudi, se ta poraba poveča nekako še za približno 450 kalorij. Se pravi, če ženska poje, 1500 kalorij, odvisno spet od njene mase, od njene bazalnega metabolizma, a ne, se pravi, če recimo 1500 poje, se potem za 25% približno proti koncu poveča. Čeprav ženska je za 1 plus 1/4, a ne, oziroma ne pa za 2. Razumem, razen če je nekaj res zelo dobrega, ne? Absolutno, ja. Kaj je treba dodajati? Ali je kaj potrebno, kakšne prehrambene dodatke? Kdaj se vi kot strokovnjakinja odločite, da nosečnici rečete, dobro bi bilo nekaj dodajati? Recimo, če pogledamo sestavo teh prenatalnih vitaminov, ki jih je polno vse povsod, ne, se vidi, kaj noter je in pač noter je tisto, kar pač telo potrebuje v malo večji koncentraciji. Sigurno na prvem mestu folna kislina oziroma folat, potem so določeni vitamini, minerali, poseben poglavje tukaj so recimo vegetarijanke in veganke, ki so pač skupina ljudi, ki imajo posebno prehrano in oni so še posebej previdni oziroma
po mojih izkušnjah zelo dobro izobražene in zelo vešče svoje prehrane in vseh pasti, tako da običajno zelo dobro speljejo nosečnost. Zdaj, treba je dovajati, smo rekli, gradnike za tega otroka, beljakovine, ogljikove hidrate, proteini so beljakovine in maščobe. A ne? In dejansko je to faza življenja, ko pa vsi zelo gledajo zdaj in nosečnica in njen partner in njeni starši in njeni starši od partnerja, da bo pa res kvalitetno hrano jedla, in večinoma se to res opažam, da to res počnejo. Zakaj pa je priporočljivo jemati folno kislino že v obdobju, ko poskušaš zanositi? Zato, ker je narava zelo prebrisana in se nosečnost ne zgodi takrat, ko ti misliš, da se bo. A ne? Se pravi, poznamo primere, ko se pari kar dolg časa trudijo, da zanosijo, in nekako ovulacije niso takrat, ko so mislili, da bojo. In pač vemo, da v prehrani dostikrat, v tej sodobni prehrani, dostikrat ni dovolj folatov. A ne? Folati so pač aktivna vsebina oziroma aktivna oblika folne kisline in so zelo pomembni za razvoj nevralne cevi in možganov. Zdaj, do tega zapiranja nevralne cevi pride pa zelo zgodaj po zanositvi. Ne? Nekako, ko ženska še sploh ne ve, sploh še ne dojame, da izostaja menstruacija. Lahko že 2 tedna do 4 tedne po zanositvi. Tako da, če takrat ni dovolj folne kisline na voljo, ne, pač lahko pride do teh napak, to so spina bifida in podobne stvari. Ne. Zato se pač svetuje, da se to že prej zapolnijo zaloge. Posebej pri ženski, ki je imela kontracepcijo. Vemo, da kontraceptivi nekako manjše zaloge folne kisline v telesu, in te ženske pač jim svetujem, da nekako, ko prenehajo z namenom, da bojo zanosile, ker so pač že navajene po eno tabletko na dan jemati, da pač začnejo takoj folno kislino jemati. Potem so pač določena stanja, recimo ženske, ki imajo sladkorno bolezen, ki imajo epilepsijo, ki so zelo debele, a ne? Te rabijo dejansko še celo malo višje doze pred zanositvijo že uporabljati. Kako pa se odločite glede dodajanja železa v nosečnosti? Tekom nosečnosti nekako 3-krat naredimo hemogram, da vidimo, kakšne so vrednosti železa. In smo posebej pozorni pri ženskah, ki že pri prvi meritvi, to je o prvem pregledu v nosečnosti, imajo zelo nizke vrednosti. A ne? Zdaj to bodisi, da so nekako izkrvavljene oziroma so imele močne menstruacije, ali so pa kronično anemične, pa tega niti ne vejo. A ne? Tako da, ker vemo, da se v nosečnosti absorpcija železa še dodatno poveča, se pravi, da se telo prilagodi na to stanje, in da vemo, da so potrebe po železu zelo visoke, se v bistvu zelo hitro odločimo za dodajanje železa, ker vemo, da s prehrano se to ne bo dal deficita nadomestiti. Ja, gotovo ne moreš pojesti rdeče pese, ne? No, tukaj je ena zanimivost, ne? Dejansko, kakšne ženske rečejo, bom pa malo več jedla, ne vem, sadja, zelenjave in špinače, ne? Zdaj, mi, ko dodajemo tableto železo v nosečnosti, običajno začnemo s 100 miligrami, včasih z 200 miligrami. Ekvivalent 100 miligramske tabletke je pa recimo skoraj 4 kile špinače. Ne? Tako da mi imamo vsi to od Popeja, mogoče ta generacija Popeja niti ne pozna, a ne? Ampak ja, kako je on pač špinačo, to železo dobil, ne? Ne, v rastlinski prehrani je zelo malo železa in tudi kolegi hematologi pač opozarjajo, da ko pač pride do pomanjkanja železa, ni šans, da bi človek s prehrano nadomestil te zaloge. Ja, gotovo. Se pravi, jesti je treba zmirno, po pameti, gledati, da dobiš vsa hranila, ki jih potrebuješ, in ti, in dojenček, ki je v tebi, se pravi, da je treba nekako zdrav življenjski slog imeti. K prehrani pa spada seveda tudi še druge stvari. Od gibanja do dovolj spanja. Kaj še vse svetujete nosečnicam? Zdaj, če dejansko to komentiram zdrav življenjski slog, je to ena prelomnica v življenju, ko se nekako res ženska resetira
In ko ne samo ona, zdaj govorimo o neki zdravi partnerski zvezi, ne, tudi pač imamo partnerja, bodočega očeta, ki popolnoma nemočen tam zraven, on bi nekaj naredil, on bi nekaj pomagal, a ne, in on pač skrbi za to, da ona dovolj pije, da pravilno je, da se pravilno giba, da, ne vem, za spanje glih ne more nekaj narediti, ampak dejansko se zelo angažirajo tudi partnerji v to noter, a ne. Tako da ja, v bistvu je to en tak čas, ko je fokus ne na ženski sami, ampak na njenemu nerojenemu otroku in to praktično pri vseh nosečnicah, a ne. In to je v bistvu zelo lepo. In v končni fazi ugotovijo, da morajo samo normalno in pravilno živeti. Da vse to, kar se takrat dogaja, bi pač veljalo tudi izven nosečnosti početi. Kako pa ste glede kave in alkohola? Je alkohol povsem prepovedan in kako je seveda s pitjem kofeina? Ok, jaz sem zelo kavopivka, a ne, in ko sem bila jaz noseča zadnjič, a ne, so mi te misli, ko sem vsakič malo več veš, pa malo razmišljaš, a ne, tako da takrat sem kolega Pušenjaka vprašal, Stanko, kaj ti misliš, a ne, kava pa jaz pa tako, pa dobro se počutim, a ne, čeprav moram povedati, da sem vedno ugotovila, da sem noseča, tako da mi je kava začela smrdeti, a ne, se pravi, to je bilo še pred testom nosečnosti jasno, a ne. Ampak je tako enih 5 na dan lahko spiješ. Zdaj bomo tako rekli, 5 seveda ne, a ne, ampak je odvisno, kakšno kavo kdo pije, a ne. Se pravi, se pogovarjamo o količini kofeina, ki ne bi bila nekje 200 miligramov na dan, oziroma to je pa zdaj odvisno, a ne, zdaj če pije nekdo Nespresso, imaš različne jakosti in je prav jakost kofeina noter, ne. Zdaj, če nekdo turško kavo kuha doma, ki vsakič ima drugačna, ne, tudi lahko pogledaš, koliko tega je, ampak nekako 2 kavi na dan je absolutno dovoljeno. Kar se tiče pa alkohola, pa ni zdrave mere, a ne. Jaz vedno pravim, ok, kakšen kozarček, ne vem, ko je neka posebna priložnost, a ne, en kozarček, ne vem, šampančka ali pa en mali kozarček vina, a ne, pa ne za zdravje, ampak nekako za to, da si pa zraven del tega praznovanja. Namreč alkohol se absorbira v fetus z enostavno difuzijo. A ne? Se pravi, da toliko alkohola, kolikor dobi mama, ga dobi tudi plod. S tem, da plod nima, ampak z zamikom. A ne? Se pravi, mama ga bo zdaj dobila in ga bo začela razgrajevati s svojimi jetrnimi encimi. Plod ga bo dobil majčkeno kasneje, da se pač vse to pride do njega, a ne? In ga bo zelo, zelo težko odstranil, zato ker nima še teh mehanizmov za razkroj alkohola, etanola, a ne? Tako da v bistvu ne, imamo problem, da kar ti spiješ, dobi tudi otrok. In ta otrok se s tem alkoholom mnogo dlje spopada, ker ga ne more odstraniti iz telesa. Tako da, če to razumeš in veš in poveš nosečnici ne, potem se razumejo, zakaj ne svetujemo, zakaj ni zdrave meje alkohola. Ampak mogoče še bolj problematičen kot alkohol so cigarete, je kajenje, ne. Tako da nosečnice pač kadijo in imajo mnenje, ne vem, ne pokadim več 20 na dan, ne, ampak zdaj bom šla pa na 10, pa bom šla pa na 5, čist brez pa ne morem, ne. Zdaj, v cigareti so tri sestavine, ki so toksične. Nekaj nikotin, nekaj ogljikov monoksid, nekaj so pa določeni toksini, ki pač lahko delujejo zelo, zelo genotoksično in pa toksično na plod na splošno, ne. Tako da je to, in tudi zaplete, ki jih pač kajenje lahko povzroča, se mi zdi, preveč pozabljamo na to, a ne. In ženske res ne razumejo tega in jaz sem res jezna na njih in jih zelo malih morim in težim nosečnicam, ne, ampak zato pa res nimam nobene tolerance, zakaj ne, a boste dala otroku, kako te rodila, mu boste dala cigaret, da pokadi, ja seveda ne. Zakaj mu ga pa zdaj dajete in ne enega na dan, ne? Potem imamo pač to vpliva na posteljico, na perfuzijo, posteljice so manjše, slabše delujejo, otroci so manjši, prezgodaj so rojeni, imajo potem določene dihalne težave, alergijske težave in se mi zdi to res en kriminal, ampak je treba to nosečnici na ta način povedati.
Sploh nisem imela pripravljenega vprašanja o kajenju, ker se mi je zdelo tako logično, sej verjetno pa ja, nobena ne kadi, ko je noseča. Tako da sem zdaj kar malo presenečena. Jaz mislim, da so te mlada dekleta, ženske, ki so zdaj noseče, da so tako zaveščene, da to sploh ne spada zraven. Ja, to je zanimivo, bo kupila samo bio banano, pa bio krompir, ampak bo pa zraven kadila, tako da je to tisto, ki je skregano zdravo pametjo in logiko, ja. Res je, ja, zanimivo. Kaj je tisto, kar more nosečnico skrbeti v nosečnosti? Kaj se torej lahko zgodi, da more takoj odreagirati, kar se tiče kakšnega izcedka, kakšnih bolečin? Kaj je tisto, na kar vi opozorite? Ja, v bistvu jih več skrbi kot tisto, na kar jih opozorimo. Dejansko ena stvar so, krvavitev nikoli v nosečnosti ni normalna. Izcedki vaginalni so do določene meje normalni, ko pa so patološki, pa lahko povzročijo prezgodnji porod. Krči, se pravi utrdevanje trebuha, dejansko nekaj je normalno, ampak je to tako subjektivna stvar, da je zelo težko reči, kaj je normalno, kaj pa ni normalno, in treba potem mogoče vsakič znova to ovrednotiti. Potem gibanje otroka, otroka, ko se ga enkrat čuti, in tudi je treba povedati, prvič ga boste kasneje čutila, in ne pričakovati, da bo zdaj pa nek že mehanizem oziroma nek vzorec vsakodnevni do nekih tednov, ampak potem pa je treba otroka vsak dan čutiti, se pravi, na to je treba biti pozoren. Zdaj omenila ste neko spanje, v bistvu nespanje je problem, stres je problem, tako da se vsakmu lahko pove, ampak se pravi nek splet nekih okoliščin, neki so čisto telesne, neki so pa take bolj subjektivne. Kako pa je z gibanjem nosečnice? Koliko se lahko, koliko je zdravo gibati se? Gibati se je treba v nosečnosti, tako da nosečnost je zelo tako stanje povečanih verjetnosti tromboz. Posebej, če ne vem, zato nimamo več praktično ležanje v nosečnosti. Ležanje v nosečnosti ali pa po porodu je praktično strogo prepovedano. Se je treba gibati, to mišično pumpo v nogah skozi spravljati v svoj pogon. Zdaj, kaj je normalno, pa moramo spet vedeti, kaj je ženska počela prej, preden je zanosila. Koliko je bila takrat noseča, aktivna. Zdaj, če je ona prej redno hodila v fitness, redno tekla, redno, ne vem, se z nekim športom ukvarjala, potem lahko to počne naprej, ker nosečnost je fiziološko stanje. Treba je samo povedati, da poskoki počasi ne pašejo več. To poskoki, zato ker se in trebuh in dojke se dvigne gor in dol in potem je neprijetno in pri teku tudi recimo, ampak nek zmeren tek absolutno. Prepovedane so pa te športi, ki so nevarni, pa tudi za nas so nevarni, recimo smučanje, bordanje, plezanje, ne vem, kakšno padalstvo sploh ne bova omenile, se pravi nekaj takega, kar je dejansko nevarno, pa lahko si ti še toliko dober v tem, ampak si odvisen od ostalih ljudi, od ostalih udeležencev, kaj se njim dogaja. Kolesarjenje, recimo, me sprašujejo ženske, dokdaj lahko kolesari. Zaradi mene lahko do konca nosečnosti. Ni nobenih ovir, tudi kar se tiče presredka ali kaj. Seveda namo zdaj šli mi kolesariti na nek hrib, pa po hribu dol, pa v neke čudne kraje, ampak se menimo neki taki, ne vem, pol urce do 1 urco zmerne aktivnosti. Je pa pravilo, da se mora nosečnica po vadbi počutiti super, v redu. Ne da nekaj boli, ne da nekaj tišči, ne da mora takoj na magnezij, ne da mora takoj ležati. Se pravi, ta aktivnost jo mora poživljati, jo mora veseliti in to je potem, kar se mene tiče, nas tiče, dovoljena vadba. Kako pa je s spolnimi odnosi med nosečnostjo?
Sem vesela, da ste to vprašala. To je pogosto vprašanje, posebej spremljevalcev pri nosečnicah. Namreč danes zelo redko nosečnica sama hodi, ne? Imamo vedno 3 stranke v postopku v ambulanti. Je nosečnica, njen otrok in pa partner, ki bi nekaj pomagal, ki bi nekaj naredil. Predvsem bi pa rad vedel, kaj lahko počne v spalnici doma, ne? Nosečnost, bom še enkrat rekla, je normalno fiziološko stanje, kamor paše tudi spolni odnosi. Spolnimi odnosi se ne more poškodovati otroka, se mu ne more neke škode narediti, ne more se povzročiti prezgodnji porod, a ne, ampak je dejansko del tega, da se ženska dobro počuti. Vedeti moramo, da na začetku nosečnosti, ko je progesteron vodilni hormon, to je ena taka zaspana in utrujena faza. Dostikrat takrat nosečnice bruhajo, jim je slabo, nimajo energije, tako da je seks sploh ni na programu, a ne. In to partnerji razumejo, to je pač eno tako, se vidi, da je boga, a ne. Potem pride obdobje take bolj energetske faze nosečnosti, kjer je tudi nosečnica sama bolj odzivna in bolj ima večji libido, a ne, in to so mogoče trenutki najlepše intime sploh kadarkoli v življenju, a ne. Potem imamo pa spet na koncu stanje, ko je tik pred porodom, ko postane taka okorna, ko je sama sebi na živce, ko se nekaj boli, tišči, ko je več vaginalnega izcedka, ne. Takrat pa se določene odločijo, da ne bi želeli imeti spolnih odnosov, pa takrat se tudi partnerji bolj bojijo, ne vem česa, ampak se pač bojijo. Zdaj, zelo malo je stanj v nosečnosti, ko rečemo, ne smete imeti spolnih odnosov. To so pač neke nepojasnjene krvavitve, to so infekcije nožnice v nosečnosti, dokler se pač to ne pozdravi, in pa grozeč prezgodnji porod, kadar imamo res kratek maternični vrat in bi vsaka mehanska stimulacija lahko ga še skrajšala. In pa seveda posteljica, se pravi, ko imamo placento previo, nizko ležečo posteljico, ki krvavi. To so recimo 4 stanja v nosečnosti, kjer absolutno prepovemo vaginalne spolne odnose, a ne. Vse ostalo pa je prepuščeno paru. Kdaj pa se odločite, da nosečnico date na bolniško, da je v bolniškem staležu v času nosečnosti, kakšna so ta stanja in ali v ta stanja spada tudi mogoče psihična preobremenjenost, visok stres, ki ga čuti? Zelo odvisno je, kakšno službo ženska nosečnica opravlja in s kakšnim veseljem hodi v službo, a ne. Pač imamo določene službe, ki so zelo fizične, ne vem, prodajalka v trgovini, ko pač zlaga stvari v nekem skladišču, v neki tovarni, snežilke recimo, čistilke, a ne. Potem to je fizično postane negovalke, to so pač posebna skupina, že negovalke v domovih za starostnike, fizioterapevtke v domovih za starostnike, veliko manj takih pacientk, ki enostavno fizično ne morejo delati oziroma se bojijo, jih potem vse boli in to ni smisel, a ne. Potem imamo recimo vzgojiteljice v vrtcu, ki so pač izpostavljene stalnim infektom. Majhni otroci, ne, pač danes, pa se to že skozi velja, da pač starši bolanih otrok nimajo doma, razen če ni to nujno potrebno, a ne, in pač grejo v vrtec in pač okužijo ostale in tudi seveda vzgojiteljice. In ti stalni infekti dejansko seveda v nosečnosti niso priporočljivi. Zdaj, če je pa neka služba, ne vem, neko recimo delo od doma, to zelo dolgo delajo in je zelo odvisno od delodajalca, koliko je prilagodljiv. Neko intelektualno delo, ki jih veseli, a ne, so zelo dolgo v službi. Ženske, ki imajo espeje, nimajo izbire druge, kot biti dolgo v službi, ker so pač same od sebe odvisne, a ne. Sicer pa stres, včasih sem res presenečena, koliko je nerazumevanja strani delodajalca, predvsem iz žensk, v ženskem kolektivu je ogromno nerazumevanja in nekih napačnih interpretacij nosečnosti, kljub temu, da so šle same nosečnost česa, ne, kako se jih dobesedno včasih dodatno in čezmejno obremenjuje, da bi verjetno ostale doma in da bi, ne vem, dale zdaj, če si
Ne, bodi tukaj 100-120% ali pa boš, da te ni. In potem mogoče tudi na ta način mečkan z dodatnim obremenjevanjem stimulirajo, da se prej odločijo za ta korak. Imaš pa nosečnice, ki pa želijo od dneva, ko je pozitiven test nosečnosti, ostati doma celo nosečnost. Ampak tam pa se pa dejansko se ne strinjam s to politiko. Še vedno sem mnenja, da mora biti zdravstvena indikacija tukaj, kamor pa tudi stres seveda paše. Ja, gotovo. Kako pa je s cepljenjem v nosečnosti naprimer za ošpice, za oslovski kašelj, za stvari, ki se pojavljajo? Ga priporočate strokovnjaki seveda, to cepljenje? Ja, seveda. Zdaj imamo dve vrsti cepljenj. Eno je tisto, ki ščiti mamo. V nosečnosti je nosečnica v stanju zelo zmanjšane imunosti in če se jo nekaj ne bi prijel, ko ne bi bila noseča, se jo zdaj bo. In tudi nek prehlad, neka viruza, ki bo zdaj dobila, ki bi jo v enem tednu prebolela, se vleče, 3-4 tedne. Tako da svetujemo cepljenje proti gripi. Treba je povedati, da vsako leto umre kakšna nosečnica v Sloveniji zaradi gripe. To se premalo poudarja. Tako da absolutno svetujem njej in tudi vsem ljudem okoli nje, da se zaščitijo proti gripi. Lahko jo bo dobila, ni to garancija, da ne bo dobila, ampak potek bo mnogo blažji. Potem imamo pa zaščito otroka. Tukaj imamo pa dve cepljenji. Eno je proti oslovskemu kašlju, to je del obveznega cepljenja, se pravi novorojenček bo cepljen v starosti 3 mesecev, ampak do takrat eno tako okno, ko nima protiteles in rabi zaščito, ker oslovski kašelj je bolezen, ki je tukaj, ki sploh ni res, da je neka eksotika. Je tukaj in če ima recimo družina majhne otroke, te prinese vse domov. Ali pa neki odrasli ljudje. Namreč tudi mi pozabljamo, da bi se mogli cepiti približno nekje na 5 let, da bi pač ta nivo protiteles držali v tistem nivoju, da ne bi mogli dobiti oslovskega kašlja. Druga stvar je pa RSV, respiratorni sincicijski virus. To je pa ena taka stvar, če povem samo statistiko za lansko leto. Lansko leto je bilo 700 otrok do 1. leta starosti v bolnici zaradi RSV-ja, približno 10% od tega jih je bilo na respiratorju. Respirator, zdaj, če ti gledaš svojega majhnega otročka, kako diha s pomočjo naprav, jaz mislim, da se ti ustavi svet in da bi takrat naredil vse, da se to ne bi zgodilo, da bi zavrtel čas nazaj in da bi tem otroku prihranil eno tako stvar. Ker namreč ni samo to, otroci, hvala Bogu, dobro speljejo stvari, ne umrejo zaradi tega, ampak imajo pa dolgotrajne posledice. Bronhiolitise, stalna vnetja dihal, astme in take stvari. Tako da nas pediatri prosijo, dajte nosečnice cepiti. Tako da recimo moje nosečnice imamo ravno obrnjeno razmerje kot v Sloveniji. Slovenija ima približno 15% nosečnih cepljenih za RSV. Jaz jih imam 85, ker imam cepivo v ambulanti, ker znam ženski povedati, predstaviti, da to, gospa, tu ni za vas, vi ne boste zbolela, vam nič ne bo, ampak otrok pa lahko pristane na respirator. Seveda, ja, seveda. Čestitam za visoke odstotke. Hvala. Že delate nekaj prav. Kaj bi svetovali tistim ženskam, ki so danes noseče ali pa ki pač si želijo postati noseče? Kaj je tisto, kar bi jim položili na srce? Nosečnost je eno tako lepo življenjsko obdobje, ki se ga je treba tudi veseliti in ga tako tudi dojemati. Niso vse nosečnosti planirane, mogoče celo večina jih ni, ampak je to neko darilo od tam zgoraj, da nekdo prihaja, ki nam bo popestril in pa obogatil življenje. Nosečnost je lepo obdobje, ima svoje zakonitosti. In če se ga jemlje kot eno pač samo obdobje v življenju, kjer ni treba komplicirati, kjer ni treba ne vem kaj početi, je to res lahko lepa stvar, mora biti lepa stvar za nosečnico, za partnerja in za širšo družino. Najlepša hvala.
veliko uspeha pri delu, čim več zdravih nosečnic in zdravih dojenčkov vam želim. Najlepša hvala. Če vam je epizoda prinesla kakšen odgovor ali vsaj malo več miru, jo posredujte naprej. Tudi podpora je pomemben del zdravja. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.